sonce, morje, bori in nekaj kvadratnih metrov veliko domovanje na 2 kolesih. Legendarna Adrijina počitniška prikolica, simbol poletnih počitnic za številne generacije, praznuje. 60 let je minilo, odkar se je prva odpeljala iz tovarne v Novem mestu. Zatem so jih izdelali več kot 700 000. In koliko je bilo treba odšteti zanje, poglejmo v Tehniški muzej. Ta prikolica je bila 40 let poletna rezidenca ene od slovenskih družin. Ana Koporc, deklica na fotografiji v črtasti majici, je danes gospa in jo je muzeju odstopila. To je bila družinska prikolica, kjer so njeni starši, njena sestra, brat, njihove družine počitnikovali praktično od leta 1978 do 10 let nazaj. Bila parkirana, če tako rečemo, v hrvaški Istri, blizu Novigrada. Verjetno ni Slovenca starega nad 40 let, ki ne bi imel spominov na počitnice v prikolici. Nekaj kvadratnih metrov brez klimatskih naprav je bilo dovolj za zadovoljstvo cele družine. Večina je dopustovala v službenih prikolicah, nekateri pa so kupili svoje. Kot vidimo na računu, je družina takrat odštela nekaj slabih 40 000 dinarjev, kar bi v prevedeno v današnjo vrednost pomenilo nekje 8 do 9 tisoč evrov. Počitniške prikolice so razmah v svetu doživele po drugi svetovni vojni, v Evropi so prvi z njimi dopustovali Britanci, v Jugoslaviji pa se je začelo leta 1965, ko je inženir Martin Sever v Novem mestu izdelal prototip prikolice Adria 375 in jo s svojim avtomobilom odpeljal na sejem karavaninga na Švedsko. Ki je bila v bistvu hkrati pot, hkrati tudi test kakovosti in sprotno odpravljanje težav. V naslednjih desetletjih so izdelali preko 700 000 prikolic, ki so razveseljevale na milijone ljudi. Podjetje IMV, industrija motornih vozil, je konec 80 let propadlo, a njegovo zgodbo zdaj uspešno nadaljuje podjetje Adria Mobil.